izpostavil, če se izkaže, kar se tudi zdaj že kaže po teh ugotovitvah, teh izračunih, potem jaz mislim, da nekdo mora tudi odgovarjati za to, zakaj je prišel ta zakon sploh v proceduro in seveda zakaj je bil ta zakon tudi uzakonjen, seveda zdaj je pred Ustavnim sodiščem in mi še enkrat računamo, da bo ta zakon omaken, če pa že ne, pa da bo pravičen. Še gospod Vedič, ključno besedo. Jaz bi mogoče tudi, da je preko medijev pozval vse lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so dobili, in se kmetijskih objektov, ki so dobili te informativne izračune, da jih seveda dobro pogledajo, da se pozanimajo, da gredo še enkrat na geodetsko upravo, poskušajo teh starih hiš, ki jih še imajo na kmetijskih dvoriščih, ali ki jih lahko spremenijo v pomožne kmetijske objekte, s tem se zniža vrednost in tudi zniža se jim prispevna stopnja. Še enkrat preverijo na občinah, kako je za temi zemljišči za gradnjo stavb, kajti velikokrat sami niso bili nič vprašani. Pač je to, se pravi, po občinskih planih bilo zarisano, se poskušajo na teh občinah dogovoriti, da je to še dejanska kmetijska stavba, naj sabo nesejo tisti tako imenovani izris, grafični izris rabe kmetijskih zemljišč, se pravi tako imenovanih gerkov, ki kaže, da je to kmetijsko, da je dejanska kmetijska uporaba teh zemljišč in se na ta način poskušajo znižati davek. Mi seveda jim bomo pri teh zadevah pomagali, tudi ostale organizacije, ki so v tem kmetijstvu. Še enkrat pa se prav bi pa tudi pozval, pa tudi vladajočo koalicijo, naj se še enkrat skupaj usede, naj pogleda, kakšne so pravne možnosti, da ta zakon ne bi bil sedaj uveljavljen, kajti to, kar smo vse skozi govorili, da po hitrem postopku se tak zakon ne more in ne sme sprejemati, se pravi, si sedaj izkazalo za resnico. Jaz bi samo na vprašanje, kar ste že omenili, da bo nekdo odgovarjati za to zadevo. Kaj ste to mislili? Vsi poslanci odstopati, ker so to sprejeli, vlada odstopati? Ne. Oni so to sprejeli, vse so preko vaših opozorili. Ali pa če še lahko dopolnim, ali pa odgovarjati za to, da evidence ne štimajo? Ja, gledajte. Kakšna odgovornost bi lahko nosili? Ja, na vse zadnjo točno to odgovornost, da s tem zakonom paknajo slovensko gospodarstvo še neko globjo krizo, vsi ugotavljamo, da enostavno ta zakon prinaša manj zaposljivosti, manj konkurenčnosti na trgu in seveda ta zakon je škodljiv za slovensko gospodarstvo. Zato vsi tisti, kateri so ga načrtovali ali kakorkoli, morajo na nek način tudi odgovarjati, če bo, ampak jaz upam še enkrat, da ta zakon v takšni obliki, kot je sedaj, ne bo sprejet. Da bo Ustavno sodišče, katero je dolžno ščititi prebivalce Republike Slovenije in seveda tudi obrt in podjetništvo, da bo zakon sprejela tak, kot mora biti. Pa še enkrat, obrtniki, podjetniki nismo proti zakonu, mislim proti davku, smo vse skozi ga plačujemo, samo v mejah normale, tako da lahko živimo, zaposlujemo in seveda normalno delujemo v tej državi. Ne, tukaj zato vas sprašujem, ali na tem mestu poziv vlade ne odstopi, oziroma če ne hoče odstopiti, popravi zakon oziroma ga umakne iz vlade? Ne, glejte, mi, če lahko tole še povem, to ni poziv vladi, da naj odstopi, a ne. Jaz mislim, da je ta zakon treba, tako kot je kolega Žveklič že rekel, Roman, treba še temeljito premisliti, popraviti in popravljen zakon dati zopet v proceduro. No, jaz sem seveda kot to odgovornost vladajoče koalicije si seveda predstavljam čisto enostavno, tako kot sem rekel, ali se zakon popravi, vladajoča koalicija in vlada seveda bo to odgovornost morala prevzeti. Jaz upam, da na ta način, da jih bodo volivci na naslednjih volitvah poslali na smetišče politične zgodovine. Tisti uradniki, ki so pa to zadevo pripravljali, pa seveda, da bodo ali izgubili službo, če pa že to ne, pa saj bili premeščeni nekam v ene arhive, ki ne bodo nikoli več mogli takih neumnosti napisati. Hvala lepa.